Živijo, jaz sem Boštjan Ahbar in to je podcast Podrobnosti, 79. epizoda podcasta, ki ga ustvarjam, tako kot vedno, z kolegom, ki je na drugi strani, Anže Tomič. Ja, jaz sem ta kolega na drugi strani. Ti si ta kolega. To. Jaz sem Anže, kolega na drugi strani Tomič. To je to. Anže Tomič. In drugače situacija? Je v redu. Malo bolj zveniš, no. Ja, pa če krivulja se je obrnila na zgor, nisem še na 100%, ampak krivulja gre na zgor. Ta krivulja je bila dolgo na nuli. Ne govori, že caj, da se je obrnila. Ja, to je dejstvo. Že caj, ja. Super. In evo, spet na polno delamo in ustvarjamo. Evo, v prejšnji epizodi, v 78. epizodi je bil gost Vid Kavtičnik, naš vrhunski rokometaš, ki je pred kratkim z našo reprezentanco osvojil medaljo, bronasto, na svetovnem prvenstvu v Franciji. Z Vidom smo se pogovarjali o rokometu, o tem prvenstvu, o stvarih znotraj ekipe, o Chuck Norrisu, ne vem, kaj se smo dali skozi. Pa ja, stakne eno poškodbo kolena, tako da vid, če poslušaš, upam, da ti gre na boljšo operacijo. Vem, da si imel, mingrede, doktor mu ni pustil, da bi uživo imel prek Instagrama live feed svoje operacije, je rekel, da mu niso pustili, ampak vseeno, no, upam, da gre na boljšo. To je bila 78. epizoda. V današnji 79. epizodi je pa gostja moja kolegica, zdaj poznam že x število let, Vanja Črnivec, tudi košarkašica v mladih letih, potem pa skozi oziroma pri košarki nekako od kampov v Sloveniji do raznih eventov, do službe, ki ima zdaj kot specialist v ligi oziroma v ligi NBA, kako bi ti rekli, v firmi NBA. Anže, pomagaj mi, kjer besedo bi lahko še najdel. V glavnem, ja, NBA Europe v pisarni dela v Madridu, in ji bomo točno vprašali. V firmi. Ja. Ampak ja, dejansko njen title je Specialist Basketball Operations. Me prav zanima, kaj pomeni biti specialc za Basketball Operations. Ampak ja, Vanja je v bistvu ena od tistih ljudi, ko delajo za kulisijo, se pravi, da ne vidiš, ti prežgeš televizijo, gledaš NBA tekmo ali pa All Stars ali pa karkoli. Ona pa je ena od tistih ljudi, ki v ozadju dela, da pomaga, da se laufa, da se štima, in koliko je to ene organizacije, koliko je to enih, ne vem, zgodb zadnji, anekdot, informacij, poleg tega normalno potovanj, spoznavanje ljudi, eventov, ne vem, ona je prisotna tako recimo na All Starsu, ameriškem NBA All Starsu, kot recimo junior NBA kampih po Evropi, ne vem, tekmah NBA lige, ko prihajajo v Evropo ali na druge kontinente igrati. Potem Basketball Without Borders, ki je zelo pomemben projekt lige NBA, ki nekako pomaga dajati platformo, da rečem temu mladim igralcem okoli po svetu, da jih opazijo NBA skauti, NBA trenerji. Tako da ogromno enih stvari in z Vanjo se bo zanimivo pogovarjati o vseh teh. Mene to zelo zanima, kaj se v bistvu dogaja zdaj, da potem ta mašinerija laufa in da ko en dejansko prime daljince v roka pa prižge televizijo, da to zadeva teče tako, kot mora biti. Tako da Vanja je že pripravljena na tretji strani v Madridu. Evo, tu je Sevilja, tam je Ljubljana. Anže, poveš admin zadeve, pa gremo. Tale podcast je del mreže Apparatus, tam so še ostali podcasti, si jih pojte pogledati, pa lahko nas, če poslušate tole v iTunesih ali pa na iPhoneu, nam dajte oceno, ker nas tako še kdo najde. Imamo tudi Twitter account, na podrobnosti počrtaj si, in pa če hočete nas lahko tudi podprete, to največ pomeni, ker pa lahko vložimo še več v ta podcast. To pa naredite tako, da greste na aparatus.si/podpri. Evo. To je to. Ja? Super so. Anže, prste dela, kazale, ste dela v redu? Dela. Ok, pa pritisni tam na tisti magični gumb, pa štarti to zadevo. Ok, evo, Vanja je z nami na tretji liniji. Anže, tokrat je pa double team iz Španije, veš? Ja, tebi, to je že blog, da ni bilo ankoli, ne? Ja, ne, nismo imeli Španija, Slovenija, tega trikotnika še nismo imeli, oziroma Sevilja, Madrid, Ljubljana, ta je čuveni trikotnik.
To meni samo všeč, da je vedno Ljubljana. Ker sem to vedno jaz. Pazi, pa še tudi štajerska premoče. Jaz sem z Maribora, by the way. Jaz sem Grošec, čakaj malo. Ja, čak, zdaj pa. To je to, takoj lokal patriotske. Takoj lokal patriotske. Takoj, iz prve. V glavnem, Vanja, moram te vprašati iz prve in moraš v detajl pojasniti. Tvoj uradni titel v NBA Europe je Specialist Basketball Operations. Zdaj, kak special si ti? Pravi specialec, ja. Verjameš, ali je to najtežje vprašanje, ki ga vedno dobim. Basketball Operations zveni malo smešno. V bistvu smo odgovorni v EMEA office, kar pomeni Europa, Middle East in Africa. Za vse, kar si lahko zamisliš pod košarko, v smislu player camps, basketball camps, od youth clinics do elite clinics, do Basketball Without Borders, global camps, all-star, you name it. Ni da ni. Ne, ni da ni. Res, naš delovnik je tako pisan, da je to res najtežje mi odgovoriti na to vprašanje, pa kaj točno ti delaš v NBA. No, ampak kaj točno pa delaš? Povej sam, kako ti, ne vem, povej, zdaj, ki je bil All-Star, to smo itak pogovarjali, ne? Ja, ampak kako je, ker ni All-Star, zakaj hodiš v službo, to povej, kako ti dnevi izgledajo, oziroma tedni? Tako bom rekla, 60% mojega delovnika posvečam junior NBA ligam. Trenutno jih imamo že 25 v Evropi, v 13 državah in 50 mestih. Dejansko smo samo 2,5 ljudi zaposlena, da se ukvarjamo s tem. Kjer je tam midget, ko delaš z vami? Henry pokriva events in Henry, ok. Tako da Henryja štejemo kot pol. Si ga že spoznal? Ja, vem, kdo je. Neil pa tudi veš, kdo je. Neil pa je... Moj pač moj šef. In junior NBA lige v bistvu izgleda tako, da se mi gremo v partnership ali z zvezdami v državah ali pa z Euroliga klubami, Klubami Štajerske, ne? Tako to je s klubami. Da znam več slovenski govoriti. No in potem oni najdejo 30 šol ali 30 klubov v mestu ali v državi, ki jih mi potem preoblečemo v NBA ekipe in igrajo v bistvu reden del sezone, potem grejo v playoffs, pa seveda potem finale. Pred začetkom lige pa naredimo draft, ker je tudi en velik event. Tako da to mi trenutno zavzema 60% mojega delovnega časa. Potem pa je čisto odvisno od v bistvu letnega časa, če se lahko tako izrazim. V poletju imamo največ player camps, to je to, kar smo v bistvu pri tebi takrat naredili, če se spomniš, ko je Neil prišel k tebi na kamp. V bistvu pridemo na kamp od igralcev za 2 dni, mogoče 3 dni in odvodimo kak trening. Trenutno imamo na pogodbi 15 igralcev iz Evrope in mislim, da 3 iz Afrike. Okay. Tako da moramo vse to obdelati in spet smo 2,5. Potem pa so še Global Games, je en večjih projektov, ki jih imamo v Evropi. Ko imamo vedno pre-season games, letos smo imeli 2 v Španiji, eno v Madridu, eno v Barceloni, pa regular season game v Londonu. Potem je seveda to je bila samo ena tekma, ne? Ja, ena tekma imamo regular season. Za zadnjih 7 let je bila v Londonu, vedno. Trenutno se pogovarjamo, da bi jo predstavili v kakšno drugo mesto. No, to boš pol malo povedala o Londonu, po basket, ta povezava, ne? Seveda. Ja. Potem je All-Star še eno večjih projektov, pa naši Basketball Without Borders camp, ki imamo 3 vsako poletje. Vedno en v Evropi, en v Afriki, potem pa rotiramo vsako leto iz Americas pa Asia. Zadnje 3 leta pa delamo še tudi Basketball Without Borders Global Camp v času All-Starja. Aha, kjer igralci grejo tja? Dejansko iz vseh kontinentov pridejo tja? Ja, ok. Anže, zdaj ful stvari, ne? Tako, ja, ampak bom začel na koncu, no, oziroma proti koncu, ko si omenila recimo London. No, to je meni ful zanimivo. Mislim, razumem na nek način, zakaj NBA forsira, da rečem tek London. Ne? Čeprav po drugi strani mi pa malo ni jasno, zakaj ravno zbere London, da igrajo ta recimo regular season game, ki je sploh za vse fane NBA košarke v Evropi. Se mi zdi, da bi bil to, da je to ogromen nek dogodek, ki imajo res
na rekovajih blizu možnost videti eno pravo NBA tekmo v živo, zakaj se zbere potem London, ki je pa tako kritično nekošarkarska država, oziroma mesto v nekošarkarski državi. No. Ja. Če lahko začnem z vprašanjem, ker si rekel, razumem, zakaj London. Zakaj ti misliš, zakaj smo v Londonu? Ja, ne vem, ena stvar je verjetno, si predstavljam, da je pač lažje vse skupaj delati, ker je pač jezik isti, se mi zdi. No, ne vem, veš, kaj mi to je prva, ne vem, po mojem, no, ne vem. Druga stvar je mogoče zato, ker je le neka velika metropola in London in je normalno, da je pač v nekem takem večjem mestu. Tretja stvar je verjetno O2 dvorana, mislim, da je O2, O2 imajo tudi, ne. Se pravi, to je nek pogoj. Ne vem, ni mi jasno, zakaj se to ne zgodi, ne vem, v kakih drugih evropskih mestih, ki so bolj košarkarska in teh je ogromno, no, a veš. Dejansko je več faktorjev. Ja. Mislim, jaz tudi že čas govorim, da London si ne zasluži te tekme. Čeprav mi razprodamo tekmo v 3 minutah, kar je verjetno eden izmed razlogov, zakaj smo tam. Pač odkrito govorim, ker razprodamo takoj. Angleži sigurno to gledajo kot na en velik spektakl. Verjetno 99% ljudi tam na tekmi je Angležev. Redko kdo se verjetno iz Slovenije vsede na avion pa gre v London gledati tekmo. Mogoče kdo bi, ampak ogromno jih ni. Navijačev je ogromno v Sloveniji, NBA lige, hočem povedati. Ampak oni grejo pol to pogledati, zato ker je to nekaj novega, pa nekaj drugačnega, pa to je neka Amerika, wow, ne grejo pa gledati iz enega takega navdušenja nad košarko samo. No, vse tak si jaz predstavljam. Točno to. In pač moje videnje, zakaj mi smo v Londonu, je naš office headquarters za pač Evropo, Middle East pa Afriko je v Londonu. Torej, že v štartu imamo tam 75 ljudi, ki se pač ukvarjajo z eventom. Kot drugo navajeni so, ker sem že rekla, 7 let že tam organiziramo in se mi zdi, da smo pač že padli v neko rutino. Čeprav London predstavlja neverjetno logistično težave od traffic jama, res katastrofa. Od hotela do O2 Arena rabimo ponavadi od ure pa pol do 2 uri. In predstavljaj si zdaj NBA ekipo in igralce, da se vozijo na trening zjutraj in nazaj. Nočno mora. Točno to. In karte se prodajajo kar po visokih cenah. Po takih cenah, kot v Londonu prodamo, jih nikjer druge ne bi mogli. Že tako smo v minusu z Global Games in mislim, da je to tudi en izmed razlogov. Kot si omenil O2 dvorana, mislim, da so samo 3 v Evropi. Mislim, da je Pariz trenutno še primeren, pa Berlin, ki bi lahko mi še organizirali. Zakaj pomeni primerna? Kaj to pomeni? Število gledalcev. Ja, pa ni pari, koliko je pa tam folka, mislim, kaj to pomeni? Mislim, da sprejme 22,000. Pa a jih ni ene par takih? Ja, samo Anže, te dvorane so so to zelo moderne, pa zelo, a veš, NBA podobne dvorane, ogromni skrini, ne vem, LED ekrane, ne vem, suite moraš imeti, garderobe morajo biti določene, ne vem, za določen šov, ki ga prepeljejo, ne vem, za pirotehniko mora biti pripravljena, za uno, za tretje, a veš, to je pač NBA tekma, je malo drugače, kot pa recimo ena euroligaška tekma, pa ena tekma ACB lige, kjer rabiš ti sem dvorano, pa 2 koša, pa žogo, pa gremo, a veš. Ja, štekam, ne, zato sem vprašal, ker mi ni bilo čisto. Ja, štekam, ja. Točno to pa zaprijemo od tega ozadja, ko v bistvu gledalci ne vidijo. In security je tu sigurno velik del. Mislim, da se sploh ne zna, težko si je predstavljati, kaj vse gre skozi security in kakšna je to logistika v ozadju in tudi to transportation in cel ta entertainment thing, ko pride z NBA-om in z nami. Ker to si, recimo za regular season games, si obe ekipi pripeljete svoj entertainment team. Tu mi nimamo nič v bistvu s tem in svoje cheerleader, pisarice in svoje maskote in pač vsa ta logistika pride za njimi. Vse, kar spada zraven. Ja, zato ker mislim, Anže, milijonkrat si videl tekmo NBA na televiziji, pa marsikdo, ki te posluša, je videl, ampak vseeno se mi zdi, da v živo nekako doživeti NBA tekmo ali nekaj drugega. Sploh, če malo opazuješ, kaj se dogaja v igrišču, ker je tu res ogromno enega folka, ki
ne vem, jaz recimo, ko sem igral tam, se spomnim, recimo, ko hodiš v garderobo zadaj, pa ko greš recimo po teh hodnikih, ko so pod tribuno in pa to, koliko je noter zadaj in ga dogaja. Meni je to spomnilo tako en tak cirkus, veš, ko gledaš nek film, ko se recimo gre za tisto zaveso, pa zadaj vidiš, ko si laufa, levo, desno, pa uno si to, pa tam kable, pa uno tretje, ne. In dejansko je res tako, ne, recimo v Evropi niti približno ni toliko tega, ne. Je recimo mogoče 10% tega, ampak tam je neki čisto drug nivo. Zdaj pa si sploh predstavljam, kako to izgleda, če greš pa ti v en London, v eno gostujočo dvorano, kjer pa obe ekipi pripeljata ta svoj entertainment in koliko je to enega dogaja zadnja, ne. Pa security, tako si ti rekla. Ne. To je security, res, to je noro. In res, želela sem te vprašati, koliko si se ti zavedal oziroma si opazil pač to dogajanje v zadnji, ko si še igral? Ker si bil tudi na Global Gamesih, naprimer, kje si bil na Kitajskem? Ja, na Kitajskem sem bil, na Kitajskem. Na Kitajskem mi nismo igrali jih o 2 dvorani. No. Tista je bila ena taka dvorana, sicer velika, sem spomnil točno, vedno smo bili v Pekingu pa v Šanghaju, 2 tekmi smo igrali proti Kingsom, ko sem bil v Rocketsih, takrat je bil pač Yao Ming, normalno, mislim, se je še zdaj pač globalna zvezda, ampak takrat kot igralec je bilo to za Kitajce nekaj posebnega. Pa vem, da je bilo, recimo, dvorane so bile, ena mislim, da je bila malo boljša, ena je bila malo slabša. Ampak je bilo ogromno tega, ampak vem pa, koliko so recimo imeli problemov ljudje tam pripraviti tak šov, kot si ga želeli. To se pa prav spomnim, da so jamrali od, ne vem, DJ-ja za muziko pa naprej, veš, pa to manjka, pa uno manjka, pa tretje manjka, tako se spomnim, da je bilo kar dosti kritik, ja. To je potem bilo problem Kitajske. Ne, arene same. Tako recimo, no. Ampak ja, no, mislim, tja se je takrat moralo iti, takrat sploh ni bilo vprašanje, da takrat ne bi šli tja pa to speljali, pa tudi, če bi po mojem če bi mogli zunaj igrati na streetball, bi Yao Ming je tam mogel odigrati tekme, pa če ne vem kaj, to je bilo tudi politično močna stvar njega pripeljati z NBA ekipo na Kitajsko, da je bilo to je bilo ono must do varianta, ni bilo sploh opcije, veš. Zdaj veš, da je izvoljen za predsednika zveze? Ja, vem, da je. No, ko smo že pri tem, kako ekipe potujejo, ne? Mislim, imamo, če je to zanimivo, v pogodbah ima vsaka ekipa, da lahko potuje enkrat na 3 leta. Tako da se vsi sprašuje, kako zberete pač ekipe za pre-season, pa za recimo tudi regular season games, za global games. Tudi zdaj, če gledaš, tudi v Meksiku imamo regular season games, ne? Ja, sem videl, Dallas je igral letos, ne? Pa ponavadi San Antonio, ker so pač blizu, no? Itak, sem čez mejo gre s pasošem, pa ja. Torej, vsake 3 leta lahko, oni rečejo, lahko ne, lahko zavrnejo, ampak na vsake 3 leta pa pač potem že morajo iti. Tako da smo zlimitirani, seveda vsako leto pač na to, kdo je že potoval, pa kdo ni potoval. Tako da je res ozek krog ekip, ki jih pač lahko povabimo na regular season game. Ja, ker pa se zgodi to, recimo tako letos, letos so bili v Londonu, čakaj, da se prav spomnim, je bil Toronto pa Brooklyn, sem prav rekel? Ne, lani je bil Toronto pa Magic, letos so pa bili Dallas pa Pacers. Aha, pa sem, ja. No, lani vem, da sem gledal, da pač ni, ne vem, nekako bi si človek predstavljal vseeno, da če bo, zdaj si razložil, zakaj je tako, ampak človek bi si predstavljal, da če NBA že pripelje koga čez lužo, da bo to pripeljal, ne vem, Cleveland proti Chicago, vsaj, a veš, kaj mislim, pa ne Warriors proti Clippersom, a veš, ampak ne dela se potem po tej računici, ne dela se potem. To bi se tudi mi želeli, ja. To je dosti zanimivo, da imajo toliko avtonomije, ne, da so si to izpogajali, veš, tako se mi zdi, da bi lahko liga skoraj kar rekla, pridite. Ampak v bistvu kar zanimivo, da imajo toliko avtonomije, to si ne bi predstavljalo. Sniki in ekipe. Mi smo letos pred te pre-season game, ko smo imeli 2 v Barceloni, v Madridu in Barceloni, bi se dobeni vedel, ampak še en mesec pred tekmami, pred so le določeni datumi, no, je Oklahoma rekla, da ne pride. In je bilo vse v zraku in vsi smo že mislili, da vse odpade. Seveda nismo pač šli v medije s tem, ampak potem je bil velik problem zaradi kaj je ta Turkno, ko igra pri Oklahomi, pomagaj mi zdaj priimkom. Ja, vem. Enes Kanter. Ja, v bistvu njemu so grozili, imajo več pač teh groženj. Aha, zaradi politične situacije v Turčiji. On je bil precej glasen glede tega trenutnega stanja v Turčiji. In smo zadnjega čakali, ali ga bojo zadržali na meji, ali ne, mislim, da je bilo. A te nekaj, no. Na meji v Španiji, ali kaj? Ja, ko bi pristali, bi ga lahko. Res, ali kaj? Ja, ker je bila taka tiravica, kako se reče, razpisana tiravica. Ampak prav, Turki so izpisali za njim, pač da ga hoče. Ja, ampak sem srečal. Pa se on sploh ne vrača poleti domov, verjetno zdaj, mislim. Verjetno več ne. Mislim, čeprav on je rekel, da bo zamenjal priimek, ampak ga ni.
Kaj bi to imelo veze? Kaj bi to imelo veze? Pač iz svojega protesta je hotel zamenjati. Ja. Enes Johnson. Ja, tako zdaj. Moj protest, Enes Smith. Ali pa iznata nekaj grškega, pa je pa konc, po mojem. Enes Kantis. Ja. Je pa kar zaključil. Ja. Na ič, ja. Ta je sploh lepa, ja. Lepa. Ja. Aha. Ja, no, zdaj si se pa kaj prejšnji teden si prišel pa nazaj iz New Orleansa, kamor si normalno, zdaj, katera tvoja All-Star tekma je bila že to zdaj, no? Ker je bil pač letos All-Star tekma, rekel, ampak ti si ga vzil, druga je bila. No, hotel sem reči, da kogarkoli imaš število, je vse vedno več, kot sem jaz bil, ker res nikoli nisem bil na All-Star tekmi. Ne normalno nikoli kot igralec, ampak tudi nisem škol šel gledati, ker sem tisti čas, ko smo imeli takrat vedno, tistih 5 dni s Fraj, sem vedno šel kam drugam namest. Namest, da bi šel, ker imaš malo že poln kufer basketa, pa tega pa hočeš malo se odmakniti in propašati. Ampak zdaj mi je pa žal, da nisem šel nikoli tega džumbusa pogledati. Kak je izgledal, kak je bil All-Star recimo v New Orleansu? Sploh New Orleansko je tako specifično mesto. Jaz sem tam imel srečo živeti, ene pol leta sem živel tam, ko sem bil tredan iz Houstona v New Orleans. Hornice in mi je ostalo mesto ful en tako lepo spomino, no. Ampak ne vem, en tak povzetek na hitre poje, pa bomo še malo bolj detajle, no. Kaj tebi spadlo? Jaz sem se ful vesela, ker še nisem bila v New Orleansu, no. Tega sem res komaj čakala, da grem pa da končno doživim to mesto. In tudi, ne vem, se verjetno poslušalci poznajo tam Mardi Gras festival, v bistvu naš pustni karneval. To je en zanžeta, fuloma to fulano. Ja, prosim, ne širi že spet pol resnic, prosim. Nisem bil zapusta nič že. Jaz sem bil zapusta že. 15 let nisem bil že nič zapusta. Jaz sem zapusta Anže Tomič, to sem zapusta. Okay, lahko sem pa naslednji let Enes Smith. Komod. Oklahoma dres bom kupil, bom kol hodil. Tako. Kdo si pa ti, Enes Smith. Zadnji na številko, da je Epika Smith. Ja, točno. Mesto je bilo zapolnjeno z tem karnevalom. Tako da prideš v Rio, res to je ceste zaprte, konstantno ti karnevali. In to se ljudje, malo sem se pozanimala, ljudje so članjeni prav v te svoje neka društva in plačujejo od $100 do $1000 na leto članarine. In potem si pripravijo prav, ne vem, vse ta vozila in oblačila in gledaj, to je noro. In potem mečejo, da glavne ulice so zaprte, tako da za avtom sploh do hotela ne moreš. In to je od jutra do večera. Ljudje si pripeljajo te piknik stole in sedijo v ulici in valjda pijejo, jejo cele dneve. Katastrofa. In seveda štarta dan ob 6:30 zjutraj in ko vidiš si to svinjarijo na ulicah. In se pravi, doživeti New Orleans v času pač Mardi Gras je nekaj čist drugega, kar je verjetno doživeti New Orleans pač. Ja, veš kaj, zanimivo je, da recimo mi, ko smo jaz sem takrat bil v New Orleansu, ko je bil ta Mardi Gras. Zanimivo je bilo to, da letos se je pač pokril normalno All-Star v istem času, kot je Mardi Gras, kar prej ni bil primer. Jaz vem, da prej se je vedno dogajalo, tudi ko sem bil tam, da recimo ekipa ravno takrat gre na eno daljšo, recimo, ne vem, West Coast ali pa East Coast turo, veš, tega z razlogom, ja, ker če bi takrat imeli domače tekem, vprašanje, če bi prišel trezen na tekmo, veš, tako da, ali pa saj na span, verjetno ne, no. Kako je že to v Miamiju, to sem zadnjič prvič v life slišal, kaj je Long Beach Flu? Res, to sem ker grejo vsi kao ven. Ne, te, ki gostujejo, oni po moje te, kam za Miami igrajo, že malo sena, ne. Ja. Ampak te, ki pridejo po goste, pa potem kao Long Beach Flu. To nisem mogel verjeti, da je ta eufemizem za to. Greš igrati z Miami Heatom in ko priješ 1 ali pa 2 dni pred tekmo tja v Miami, potem čudežno zboliš, že kaj ti ne rečem? Naenkrat ne moreš več iz posle. Ampak pa mislim, da se podobno dogaja še za kjero drugo mesto, ne vem, mogoče New York ali pa LA ali pa kaj takega, sej priložnosti za take in drugačne stvari, kot hočeš. Da se vrnem nazaj. Pri nas je mogoče, mislim, letos je bo še toliko težje, ker ne vem, koliko sta spremljala. No? Mi smo predstavili ta All-Star pol leta nazaj, ne, iz Charlotte.
Aha, točno, ja. Že, to si vedel, že, da je bil predstavljen v bistvu. Ne, nisem vedel. No, dej, lahko na hitro poveš, jaz vem, zakaj, ampak boš ti boljš opisal. Ja, upam, da lahko v slovenščini, če najem terminologijo. Ne, ti kar po angleško poveš, sej naši slušalci so ful visoko izobraženi. Ja. No, glavno, mi bi mogli v Charlotte imeti letos All-Star in se zaradi teh LGBT zakona, dejansko so sprejeli zakon, da vsi transvestiti morajo pač uporabljati public toilets po spolu, v katerem so bili rojeni. Make sense? Ja. No, in v bistvu zaradi tega, ker pač NBA je zelo napredna in organizacija, smo pač rekli, mi imamo ogromno partnerjev, gostov, tudi igralcev, sodelavcev, ki pač pripadajo tej skupini in smo se odločili zadnji trenutek, da pač predstavijo to je bil v New Orleans, ja. To je bil kar velik dela, ne? To je bilo kar tako medijsko tudi, ja. Ja, to morate vedeti, da v bistvu se All-Star se planira 2 leti naprej, se določi mesto in se zablokirajo vsi hoteli. In to, da smo mi uspeli v pol leta predstaviti ta event, mislim, mi smo bili, naš staff je bil v 37 različnih hotelih. A pa se to na samem All-Star eventu, kot takem, se to poznalo, recimo ta sprememba pol leta prej? Ja, se ful se poznalo. Mislim, da smo imeli manj teh activations, kot bi drugače imeli. Hvala Bogu je New Orleans tako malo mesto, da si lahko ti hodiš iz enega hotela do drugega, lahko se hodiš tudi do dvorane. To si venem, ne vem, LA ne bi znal se predstavljati. Da smo ni šans, ja. Naš department je po mojem najmanjši department v NBA-ju, pa smo bili mislim, da v 4 različnih hotelih. Tako da, kar se še logistike same tiče, je, mislim, katastrofa. Ampak, se pravi, mesto je bilo tako malo, da je res 10 minut od hotela do dvorane, 20 minut. In vse so nas tudi pozivali. Mi smo imeli možen app so nam naredili, da lahko gremo peš in z vsemi mapami in v hotelih smo dobivali vsak dan pod vrata walk to the arena, you will not be able to get a cab. Ameriško. Ja, ker mislim, ko je Mardi Gras, je takrat poleg že, recimo, če ne bilo Mardi Gras, bi že takrat bil, recimo, mesto je bilo nabito, ker je pač All-Star tekma ni samo ena tekma, pa konc, to je cel vikend, pa koncerti, pa dogajanja, pa ne vem, New Orleans, itak že party town, pa zaradi tega je bilo polno. Zdaj pa, če ti dodaš zraven še Mardi Gras, kjer ljudje že, ne vem, jaz se ne predstavljam, kjera cifra je to, ampak masa ljudi že sem zaradi tega pride v to mesto praznovati ta Mardi Gras. Mislim, to je moglo biti res totalna ludnica, no. In si sploh, jaz mislim pač, ko sem tam živel nekaj časa, pa si vem to mesto, ko opisuješ, si ne morem predstavljati, kako je to moglo biti noro, ne. Kaj sem te hotel vprašati, a je bilo, mislim, verjetno sploh ne, ampak vseeno me zanima, a je bilo mogoče vidno, ali pa recimo, ne vem, ful govora kaj o Katrini, ki je takrat bil orkan, veš, kaj je bilo takrat, ali je to zdaj že čisto pozabljeno, pa sploh več tega ni. Mislim, da je dosti pozabljeno. Nič. Mislim, mene je zanimalo osebno, tega sem taksiste mogoče vprašala, ko smo šli do arene ali pa kaj. Ja, pa si spela dobiti en taksi, vidiš, lej. Ja, taksi zato, ker smo zaradi, ful dobro izkušnja je bila, ko sem prej omenila, da organiziramo ta Basketball Without Borders Global Camp v času pač All-Starja in smo bili v Pelicans facility, ki imajo pač čisto nov facility, so zgradili 3 leta nazaj. Zraven pač Saints facility od American Football Team, ker je isti lastnik. In je res, mislim, ti si že videl ogromno teh. Ne, mislim, ja, te nove nisem videl. Se mi zdi, da sploh to, kar so zdaj recimo v zadnjih recimo 5-6 letih tiste ekipe, ki so zdaj dodale te practice facility, da je to šlo čist drug nivo. Lani smo bili v Toronto facility, ko so ga ravno odprli. Mislim, jaz bi živela tam lahko. Verjetno si ti v isto razvajamo. Ja, za tisti čas, ja, samo se mi zdi, da zdaj je šlo s to, ko slišim, kaj vse so zdaj še dodali, pa to vse, veš, je to šlo čist drug nivo. Jaz takrat, ko smo recimo v Prnecih, je da smo imeli pač practice facility, pa si imel garderobo, pa zraven kar še eno sobo, kjer si imel zraven, ne vem, ping-pong mize, pa PlayStatione, pa ne vem, take fore, veš, tam to je zdaj, za tisti čas je bilo to kao kula, veš. Zdaj pa to šlo na nek čist drug nivo, ne vem, no, od raznih, ne vem, do takih in drugačnih bazenov, do raznih komor za ne vem kaj vse, do unga, do tretjega, do, veš, Players Lounge, ki je 10-krat večji, kot kar smo prej vedeli. Se pravi, tako si rekla, res tako en hotel vse skupaj spade, da lahko dejansko tam spiš, če hočeš, da čakaš naslednji trening. Ja. Dejansko. Mislim, to od kuhne do barberja, do, tako si rekel, džakuzija, mislim, ne vem koliko igrišč,
do džima, tako pač to je čisto noro. Perverzije. Res. Ja. In seveda čist front office sedi zraven in imajo pač pogled na igrišče in konstantno vidijo pač, kako se igralci trenirajo. Mislim, to je mislim, da je fajn videti. No, to smo te reči, recimo mediji na All-Star tekmi. Koliko je bilo recimo to, kdo to ureja, kako se to ureja, koliko je teh ljudi, kako je poskrbljeno za medije, ker pač prihaja res ljudje iz tega sveta. No. Se mi tako občutek ima vedno, da iz tega sveta razen nažal iz Slovenije. Mislim, da res Slovenije, da mega ni, no, ampak tako ti je rekla, nažalost, mislim, na srečo se ne ukvarjam z mediji. Ne, vem, samo to me vedno zanima, ta del. Ja. Res si ne znam predstavljati, sem vprašala, pač kolega in še spomnimamo podatkov, koliko ni mi znal povedati, koliko to še je prisotno. Poslal mi je, enih par podatkov, koliko smo imeli gostov, torej 25,000 gostov smo imeli povabljenih. To se pravi za cel vikend povabljenih, to nisem za eno tekmo normalno. Cel vikend, ponavadi pridejo vsi za cel vikend, Torej 25,000 gostov, 7,500 je bilo različnih ne gostov, ampak participants, ki so bili pač na različnih activationih, ali Junior NBA, ali NBA Fit, ali NBA Cares. Potem smo imeli ogromno, mislim, da okrog 40 partner activations, kar pomeni, ne vem, NBA Crossover, pa Kia Cares, vsi ti naši sponzori so bili po mestu različne te aktivacije čez dan. Ogromen je ta Africa Lunch, ko ga imajo ponavadi, mislim, da v soboto popoldan vedno. In povabijo pač večina teh afriških NBA igralcev in tudi se zbirajo sredstva, resne sredstva za donacije in tako naprej. To je kar huge. In potem ti boš razumel to. Mislim, sem sodelavca prošla za fun facts. In potem zadnje je tak XXX of red wine consumed by basketball ops. Ok, ne bomo šli. Razumeš. Ne bomo šli detalje, kdo je koliko popil, ampak recimo, da je pač vino zaželeno med funkcionarji lige NBA. Funkcionarja, to se. Ne bomo šli v imena ali karkoli. Recimo, kaj pa ta entertainment, ki zraven pride? Recimo, že sama All-Star tekma se mi zdi, da izpade nekako pol koncert, pol tekma, ne vem, od teh znanih imen, ki imajo tam nekako en komad odpojejo in kakorkoli že na tekmi sami. A si dobro občutek mogoče, da je recimo bila vsaj polovica tam ljudi zaradi tega, da so prišli gledati vse drugo, samo basketa ne? Ali imaš tam res doživiš, da so pač pravi NBA fani, no, ne vem. Letos mislim, pa ne mislim, da res pridejo basket gledano. Celo letos smo ful spustili karte, mislim, da so tudi za $10 si dobil karto, ker so pač hoteli približati tekmo pač ljudem iz New Orleansa. In ker smo ogromno mailov dobili na to temo in res so spustili cene. Tako dvomim. Čeprav meni je bil entertainment letos, pač žal moram povedati v resnici, na boljši del All-Star tekme, oziroma. Marsikomu. Jaz sem zdržal samo 5 minut All-Star tekme gledati, ker na to sem se mislil malo kasneje pogovarjati, pa zdaj rečem, no, da pač tisti, ki ste gledali, oziroma tisti, ki so gledali. Anže, jaz ne vem, če si gledal All-Star tekmo. Jaz sem samo highlighte pogledal. Še highlightov nisem pogledal do konca. No, až kaj je problem? To smo se pogovarjali, ki je bil moj brat, je bil zadnjič tu na obisku, pa smo se pogovarjali, pa tudi z ostalimi kolegi, tu sem se meni basketašil, se videli. Časih, zdaj mi je zvenel kot en tisti tak stari fotor, ko govori, kao pred davnimi časi so pa takrat smo mi drugače igrali basket. Ampak dejansko All-Star tekma časih NBA je izgledala drugače. Se mi zdi, tam, ko sem izgledal Jordana, Magica, Birda, pa te igralce, oni so šli ne morem reči na 100%, ampak so šli igrati resno. Sploh če bila tekma gusta, so se na koncu fajtali, da je zmagal. Tako, še vedno z atraktivnimi potezami, ampak so igrali na polno. Tu pa tistih 10 minut tekme, ko sem jaz pogledal, je bilo v bistvu konstantno 3-2, 4-3 kontra, sploh se ni laufalo nazaj v obrambo, ne vem, na 50% se je igralo in se mi zdi, da bi nekdo mogel malo tem igralcem povedati, da se treba malo bolj angažirati na take tekmi, ker le cel svet gleda in je lepo videti za ene take mogoče otroke mlade, da vidijo ta zabijanje, pa vse to, ampak moraš malo več ponuditi, se mi zdi, no. Malo bolj se treba angažirati, ker je bilo prav že smešno na momente, koliko malo so se dali zraven, no. Pa upam, da ne bo to zdaj postal nek trend, ker vsa tekma le more, malo basket more biti, tako ste rekla, Vanja, da ti je bil entertainment najboljši del, ne, kar je na nek način
skoraj žalostno, veš, mislim, da je folko to, ne? Pa nisi bila davče tega, zba ti edina, verjetno, ne. A veš, se mi zdi, košarka le mora biti tisti glavni del. Razumem pa, kaj je All-Star tekma in kaj pomeni, da je to entertainment prvi vrsti. Ampak vseeno, malo sem to pogrešal. Jaz sem zdržal, 10 minut sem gledal te tekme, pa sem rekel, ne moreš tega gledati, ker je res brez veze. Veš, ker tek prav zgubljene žoge, pa faljeni meti, pa laufaj nazaj, pa sam polaganje, zabijanje, pa tek na koncu pa rezultat 200-200, veš prav. No, jaz se čist strinjam. In že lani v Torontu sem isto opazila, mislim, da sobota mi je bila pač seveda lani za zabijanjem, se spomnim ta, mislim, je bil res najboljši event. Ja. Pač nedelja me je lani že razočarala, tega sem nekako z istim pričakovanjem šla letos v New Orleans, pa še me je sobota razočarala. Ja, to je slabo. Še zabijanje, Še to je letos res je nič ne ratalo. Čeprav tista ruki tekma, ne vem, kak je bila, oziroma ruki, kam je zdaj World proti US. World proti US, ja. Pol tisti skills challenge se mi zdi tudi, da na 50% si laufajo, pa ne vem, ti so zabijeni, tudi ni bilo nič, sem sam rekel, res prav, ampak okej, no, sej na koncu NBA naredi svoj šov, pa pokasira svojo število gledanost, pa tek naprej, ker je le eden od najbolj mogoče prepoznavnih eventov na svetu, a ne. Točno to. Ampak naši social media so šli pač čez vse rekordne, mislim, to je zanimivo, ne. Mislim, normalno, ne? In še to bo zanimivo videti, koliko cajta se bo to še dvigovalo, veš, recimo to, ker se mi zdi, da več ljudi, ko ima dostopa do interneta, pa več ljudi, ko ima mobilnike, pa telefone, pa laptope, pa tablice, vsi to, veš, zdaj je čist drugo, ne? Ko imaš to dosegljivost. Ko bo prišlo do ene take točke, da bo potem več ne, a bo to še raslo naprej ali ne bo, to me malo zanima, kako bo to prihodne, no, videti, ampak okej. Mislim, letos smo prvič že imeli, ne vem, kako ste spremljala, mislim, da samo sobota se je prodajala za ta VR glasses, torej virtual reality. To sem pa sam videl neke slike na internetu. Kaj je bilo to? Mislim, da so mi mislim, da tudi American football se počasi podaja v te vode, ampak NBA je najbolj, kako bi rekla, napreden v tej smeri. Dejansko če imaš pač so tehnologijo doma, torej rabiš mislim, da ima Samsung samo, upam, da ne delam reklame, komu ne počnemo, ta očala. Anže ti poveja, dela komu reklamo. Lahko ne. Je pač VR, kaj od Samsunga VR rabaš, tiskaš telefon. Virtual reality, ja. In v bistvu ti, ki si daš očala gor, sediš na, kot v bistvu prodajajo front row tickets, torej sediš si ti na kako se reče, ob igrišču. Ja. Courtside seats. In pred tabo s tabo se pogovarja, pred tabo sedi pač kot en napovedovalec, mislim, nekoga imajo, ni zdaj tam, nekoga drugega imajo. In v bistvu ti doživiš tekmo, kot da sediš tam. In zaenkrat je tehnologija še toliko, ne bi rekla slaba, da vsaj je meni, po 5 minutah tebi skoraj slabo postane. No? Ja, to je kar resen problem teh stvari. Ja. In zato so letos naredili samo za sobotni event, tako da si lahko ti 3-point, ta skills competition pa zabijanje, si prav lahko šel na online, pa si kupil pač kot naročino in si pač gledal, spremljal sobotno dogajanje prek virtual reality. Ampak cilj je, ko bo tehnologija, mislim, da že drugo leto, da bo All-Star v LA se cela tekma prenašala prek tega. In tudi potem bi radi regular season tickets prodali. Kako bo tega bruhanja doma tega, veš, kaj to bo slabo hod. Ampak predstavljaj si, mislim, jaz sem probala in je res vrhunsko. Jaz sem to probal in moj soigralec je lani imel, pa igral, mislim, igrice igral, nisem preklopil na NBA tekmo, ampak imel neke igrice, ko sediš v enem teatru, pa gledaš en šov, ampak dejansko lahko kol gledaš sebe. Tak res kul izpade. Sam se mi zdi res, tako ste rekla, da po enih 5-10 minutah ti malo moteče postane to, no, ne vem, no. Saj meni tudi. Mislim, da bo enkrat tehnologija tako napredovala in predstavljaj si, da ti sediš zraven, če še lahko daš prav dejansko, ti sediš zraven Beyoncé pa Jay-Zija, pa na drugi strani. Ja, boš koliko Bude kolega vprašal, kaj si pa ti del čez vikend, in rekel, z Jay-Zijem pa z Beyoncé sem šel All-Star pogledati. To je zanimivo, ja. Anže, koliko še to ful manjka, kaj Anže se ful spozna, on je ful insider. Anže ti poveno. Ja, ne, jaz ne vem, mene VR zaenkrat še ni neki, mislim, tako ekstra prepričal. Je pa res, da polka vidiš te, recimo, ker problem pri teh, ta Samsung VR pa te so tako narejeni, da je telefon zaslon, ne. Ja. Pač ti telefonski zasloni še niso toliko močni. Pa če greš pa gledati od PlayStation VR, pa Oculus Rift, ne, te velike firme, ampak to vse več stane, ful, ne.
Ta Samsung VR, mislim, da je 100 evrov ali nekaj tasga, ne vem, koliko denarja, mogoče malo več, ampak to ni nekaj. Ne. Oni so pa bolj orang, pa tudi displeji so ekstra, ne uporabljaš telefona, ne. Ti si res čist druga prav, izkušnja. displej namenjen temu, ne? Ja, ti si čist druga izkušnja, ne. Ampak tako, no, to je zelo težko je to proper narediti. Ampak zdaj ta PlayStation VR je kar malo populariziral zadevo, no, ker jo pač sam na PlayStation 4 preklopaš, ne. In je to že malo bolj cool, ne. Sem se prav, no, to je tako zelo. Ne, jaz se še nisem čisto spustil. V povojih, a še v povojih. Ne, to ne, je šlo že naprej, ampak ni pa tako, da zraven Jay-Z pa Beyoncé sedel, no? Da boš verjel, da si res tam, to hočem reči. No? Tako, boš kar vedel, da je to VR. Da si na Kitajskem. Ja, več ali manj. Okay. Pa še en fun fact mogoče, no, ko sem ga tokrat zvedla v New Orleansu, je, da ima pač naš commissioner Adam Silver problem, en slušni, ne vem, za šestom nek problem, in je vsi ti koncerti, ko so v areni, so ful tiho. A res, kaj? Res, jaz nisem mogla verjeti, ker v petek ga ni bilo v areni in je... So našopali do konca, so dali do konca. Poprem soboto in spet, gledaj, ful tiho, pa zvem, kaj se dogaja. Zaradi njega. To pa ful zanimivo. Plus tisti navijači, ko so spredaj, šajni, so plačani. Ne? To me je tudi razočaralo. Se pravi, ko imajo koncert, v bistvu, to misliš, ko imajo koncert? Ko si videl John Legend, pa spet naprej spustijo, pred oder spustijo, ne vem, koliko jih je, 100, 200, težko jih je oceniti. Ja, tega so čist blizu odra, pa tam poplesujejo. To so actors. Ne, me basa, no. A res, ali kaj? Zakaj pa? Da bolj cool izpade, ali kaj? Pod kontrolo. Mislim, jaz sem tudi mislila, pogledaj, se lahko pravi fene noc spustiš, mislim, ampak mogoče se bojo, da ne bojo preveč, preveč feni. Tako da jih imajo zadaj zaprte v eni sobi in jih hranijo in dajo alkoholne pijače. Anže, to nam je znano, Anže. Ja, to je res. Ne vem pa, kako dobiš to službo, moraš na audicijo. Po moje dajo na Craigslist, dajo v glas. To sem jaz ne mislil. To je nekaj, no. To pa nisem nikoli. To se pravi, če mi to dela, to druge to verjetno delajo, no. Si predstavljam, ne? Sigurno. Ja, zanimivo. To je že spet ena od njih tako ameriška stvar, da pač sploh nisem več presenečen. Ja, ampak to sploh me ne gane. Res, tudi malo me ne gane. Pač to je toliko amerišk, da pač... Kaj ne porečeš enemu, ki je čisto zaljubljen v evropski basket, ko ti reče, NBA pa fake. In zdaj, ko bo to slišal, kako naj s njemu rečem, ne, ni. Če bo pa rekel, pa lej, plačaj, polga to pleše. Ne, tako da, ampak, ne vem, no, mislim, mogoče sem malo preveč, da sem preveč pristranski, no, ampak vseeno se mi zdi, da ta NBA ima vseeno nek poseben čar. Res sem vedno bil tak, mogoče malo preveč, da rečem, malo pretran zaljubljen ta NBA, pa tako mi je vedno bil ta cel show, pa dogajanje, pa tudi sama igra vedno precej blizu, ne vem, no, tako da se mi zdi, da koliko močno zdaj NBA ta v zadnjih letih res z vsemi TV pravicami, pa z vsemi zdigovanjem salary capa oziroma pač team budgetov pa vsega tega, se mi zdi, da je neki taki res dobre poti, to smo večkrat rekli, no, mislim, da dominira. In zdaj, Vanja, tako si sama prerekla, s temi programi, kot so Basketball Without Borders, sploh pa ta junior program, junior NBA, že na nek način močno prodira tudi v druge države, v druge, recimo v Evropi, ne, se nekako proba, ne vem, ali bom narobe rekel, da se proba nekako s komovci malo na razen potisniti, pa se malo zasidra tudi tu, a veš, kaj mislim, že pri mladih, a ne? Ja, mislim, ne, meni je fušič, ker če pogledaš, ne vem, mogoče 6-7 let nazaj, NBA sploh ni vlagal kakršenkoli basketball development za pač mlajše generacije. Ne v Ameriki, ne kjerkoli drugemu. Tako da jaz, ker pač sem z NBA-em na srečo, če lahko tako rečem, zdaj, ko gledam nazaj, prepotovala že Afriko, Indijo, Kitajsko, živela tam. Več ne gledam na NBA kot na ameriško korporacijo, ampak se mi zdi čisto globalno. Veš kaj boš povedal? Globalna korporacija. In dejansko so začeli, mislim, sami se spraševati, zakaj košarka v Evropi pada, kar je res. Kar vidimo mi, recimo, na teh Basketball Without Borders campih v Evropi, mislim, že sama vidim. Moj camp je bil 2011 in vidim talent, ki je takrat bil, pa ki ga dobimo zdaj. In se sprašujejo, v bistvu, zakaj košarka v Evropi pada. In so začeli, pa ne samo zaradi tega, ampak tudi na domačem v Ameriki so začeli sodelovati za USA Basketball.
in začeli razvijati tako program za trenerje, kot curriculum za pač kako prenašati naprej pač znanje na otroke od 6 let naprej, dejansko. In razvijajo, ker sem veš, kako je v Ameriki, tam ni trenerskih licenc. In oni so začeli to zdaj uvajati, kar jaz ne vem, mislim, tako se mi zdi v Sloveniji oziroma v Evropi, vsak pač, ko naredi ta trenerski seminar, pa div, pa že dobi avtomatsko to trenersko licenco. V Ameriki se mi zdi, da je ta proces trenutno bolj naraven. Vsak mora iti najprej čez high school, pa če si dober, priješ na college, pa če si dober, te potem nekdo potegne naprej. Kot video coordinator in tak nek naraven proces se mi zdi, da ti priješ da prideš do NBA trenerja, no? Ja, ali pa do, ne vem, do college head coach. Ja, razumem. Ja. Dobena licenca ni potrebna. Pri nas pa je pač to malo drugače, no? Ampak zdaj so tudi oni sami začeli z temi licencami, ki jih pač podeljuje USA Basketball v okviru za sodelovanje z NBA. Kar se pa tiče Global, pa imamo zdaj ful različnih programov. Prvi štartali so za Junior NBA v Indiji. V bistvu tam sem imela srečo, da sem bila pač vržena v ta pilotni projekt, kjer smo šli najprej v Mumbai in smo bili v dogovoru z njihovim pač tem ministrstvom za šolstvo in smo dobili dovoljenje, da gremo v njihove šole, da gremo učiti košarko pač v ure telovadbe, znači PE classes. In mi smo tam obiskali 150 šol, smo imeli na listi in vsako šolo smo šli vsaj 2-krat na teden in smo pač učili košarko. Predtem pa smo še uvedli vse te njihove učitelje telovadbe, smo imeli tak 3-dnevni train-the-trainer course in smo jih pač učili pač osnove košarke. Čisto osnove. To, kar sem prej omenila, od 150 šol, verjetno 130 ni imelo basket igrišča. To si pisala. Kako so naši treningi izgledali, ja. Samo tam, kaj je tam? V bistvu, oni imajo kriket najbolj popularen tam, sem prav rekel. Kriket je daleč. Zato mislim, oni vidijo priložnost, da pač je košarka number 2 sport. Ker dolgo ni dobenega drugega. Nogomet se je tudi trudil, da so ustvarili neko kao profesionalno ligo. Takrat, ko smo jaz tam, ne vem, če še traja, to ne vem, če jim je uspelo potem obdržati. Tako da basket bi lahko to bil tam pač number 2. No, si pa predstavljam, da mora Indija precej specifična, tak, no, mislim, glede športa, ker res Indija nekako povezava s športom, si res ne čujemo doskrat to povezavo, ne vem, no. Škaj sem nekaj preprašati, koliko je pa recimo težavno v Evropi delati ta junior NBA program, pa koliko so recimo zveze naklonjene k tem, da vi prijete, pa koliko se dogaja, da vam v bistvu malo, da se spet slovnično izražim, mečejo polena pod noge. To se bo zdaj vrla na Slovenijo. Ne, pa mislim... Da se ti ne veš problema. Ne, niti najmanj me ne zanima mogoče Slovenija, ker pač nočem niti, da se zdaj pogovarjamo o Sloveniji, pa slovenski težav od basketu, niti ta podcast ni temu namenjen, oziroma ta epizoda. Me pa zanima recimo na splošno Evropi, recimo, no, kak je, ker NBA na nek način le predstavlja neko določeno konkurenco, vsaj v očeh nekaterih, no, se mi zdi, ne vem. Ja, mislim, v večini bom rekla na srečo, ne, ker vsi gledamo na to in tudi mi tudi to verjamemo, no. Da grem 3 korake nazaj, si ti dobro poznaš mojo šefico z New Yorka, Kim, in ona je res, ne vem, že 25 let je že v NBA-ju in pač njena logika je, da NBA rabi prijateljstva, oziroma partnership v Evropi, ne? Da nismo NBA glavni v košarki in pač we rule the world, the basketball world, ne? Ker res hoče stopiti v pristna partnerstva z zvezami in tudi s FIBO. In pač nas pristop za temi junior NBA ligami je, da pač to je skupni projekt. In če si ti fan košarke, ne? Si fan NBA-ja, si fan national team, si fan lokalnih, ne vem, Barcelone, Madrida, mislim, ni to izključujoče, no? In pač večina zvez vidi, ker ta junior NBA lige so za ponovadi od 9 do 12 let, do 13 let, tu nekje. In večina zvez pač izrablja, če se lahko tako izrazim, to ligo, da pač privabijo otroke, ki se še ne ukvarjajo za košarko. Torej uporabijo naš brand, oziroma brand 30 ekip, da pač privabijo res otroke, ki se še ne ukvarjajo, in to ni za profesionalno. Mi ne targetiramo elitnih oziroma najboljših igralcev v državi, če se lahko tako izrazim.
Ja. In nekatere Litva je naredila, da je Junior NBA League njihova pač kot državna liga, under 11. Večina pa pač naredi svoje lige po mestih, ali Španija ima že 6 mest, v katerih imajo te lige. In pač promovirajo košarko čez NBA, če se lahko tako izrazim. Razumem, ja. In pač oni izrabljajo pač naš brand za promocijo dejansko. Ja, to pač mogoče ni jih najbolj fajn, ampak vseeno oni to v bistvu izrabijo zato, da lahko pri njih basket zaštarta oziroma laufa naprej, ne, to je pa zdaj... Jaz mislim, da je to dober marketing za vsako zvezo, da reče, smo pa v partnerstvu z NBA. Imamo en projekt skupaj z NBA. Čakaj, od bivše Juge je kjera država že zraven za Junior NBA? Ja, Srbija. Res delajo super. Mislim, Tomašević in ta Bojan Popović, bivši igralec, vodi ligo in je res ful so zadovoljni. Letos smo že v 3 mestih, lani smo imeli samo v Beogradu, letos pa so razširili na to ligo na 3 mesta. Potem pa v bistvu, kar smo še naredili, kar je meni super. Ne? In mislim, lahko me popraviš, ampak jaz mislim, da je NBA ena redkih teh profesionalnih športnih lig, ki še vedno uporabljajo oziroma vključuje bivše igralce kot legende, naprimer. Ja. In se z njimi ukvarja in mislim, da jih vodi na različne evente in še jih vedno zaposljuje, če se lahko tako izrazim. In mi smo za te Junior NBA lige v Evropi ustvarili kot en NBA European Ambassador program, katerega upam, da ko se upokojiš, te učlanim. Marko Milič je že na listi, tako da njega se bi htela zrekrutirati. Okay. Dejansko in na vsako finale teh lig pripeljemo enega iz bivših igralcev. In oni pač se tam in podeljujejo potem nagrade, naredimo kako Junior NBA kliniko z njimi. Tako da na vsak ta event pripeljemo enega izmed igralcev. Tako da se mi to tudi zdi pač lep program, da pač nekako vključujemo še bivše igralce. No. Ja, njih je Dino Radža in on se na vsak način trudi na Hrvaško pripeljati v ligo. Ne, to je super, da te bivše igralce zraven vedno klopiti, ker se mi zdi, da oboje nekaj odnesejo tega. Ne samo recimo tam mladi, ko vidijo igralce, ampak tudi recimo, kot si predstavljam, kot upokojen ali pa neupokojen, recimo že skozi naš kamp, ko delamo v Sloveniji, koliko dobiš dobrega tudi nazaj, a veš, mislim. Te doživetja pa te prepetljaje pa občutke, pa konc koncev, da nekako pol vseeno najdeš neko posebno, rečem, da se nekako uživaš v tem, da vidiš mlade, ko jih iz leta v leto pač rastejo, pa potem vedno so boljši so košarke, pa potem, če kjer morata priti do kluba, da tam nadaljuje, pa tak naprej, ali pa kdaj v prihodnosti tudi reprezentance, to se mi zdi, da je lepo in nekako se ti povrne to, če z mladimi delaš. No, to je mogoče ena taka druga debata za enih drugih, ampak ne, tisti, ki smo bili pri kampih zraven, nekako veš, koliko dobiš, to, ko daš noter, dobiš pa tudi nazaj ven, če ne več. No, točno to. Ja. Moš kaj se ne hoče vprašati še za Basketball Without Borders, recimo. Zdaj, mogoče tiste, ko ne vejo, mogoče malo hitro povedati ta program, kjer je pa, jaz mi tudi parkrat zraven, mislim, takrat, ko bi v Sloveniji, pa mislim, da sem na Kitajskem enkrat, mislim, da sem dvakrat, enkrat po Afriko, nisem mogel iti v Južno Afriko, ker vize nisem dobil pravočasno za Južnoafriško republiko, ampak mislim, tudi super program, no, mislim, prej si omenil, da recimo talenti malo pade, ampak še vedno se mi zdi, da ogromno teh skautov hodi gledati ta junior, oziroma Basketball Without Borders, no. Pa malo več o tem povej, no, pa koliko se recimo, ker mene zanima, ker ga nisem toliko spremljal, koliko se recimo v zadnjih letih to malo razširilo ali pa nadgradilo od tistega, kar smo recimo pred par leti v Ljubljani videli takrat, no, kaj je bil. Ja, kot sem že prej omenila, imamo vsako leto 3 regionalne in potem 4 je seveda Global Camp na All-Starju. In torej na vsakem kontinentu povabimo 50 najboljših igralcev, to govorim za o fantih, na ta kamp. Zdaj, ko si me še vprašal, kakšna je nadgradnja, ne? Nam se je uspelo izboriti zdaj v 3 letih, da smo dodali še boys camp, še girls camp. Tako da zdaj, jaz zdaj vedno vodim ta girls camp in se lahko povabim v bistvu 21 do 25 najboljših punc tudi iz pač kontinenta na ta kamp. Kar je res vrhunsko. A to je istočasno, ali kaj se... Istočasno. In ja, čisto istočasno. In zdaj vedno imamo 3 igrišča, pač pogoje, ko organiziramo kamp, da rabimo 3 košarkaške igrišča eno drugim. Tako da eno igrišče je za punce, 2 igrišča so pač za fante. In mislim, to je že tukaj tok logistike. Kako rekrutiramo te igralce, je v bistvu, ker je Nike naš partner, tako skupaj z Nike, FIBO, potem pa še pač seveda z zvezami, skupaj zrekrutiraš pač
50 igralcev. Zakaj talent pada, je tudi mogoče, ker vsaj v Evropi več ne dobimo teh, ne vem, bom rekel, top 5%, ki že igrajo, recimo Luka Dončić letos je bil naš letnik, ne, in važno ni šans, da ga Real pusti na ta kamp. Sploh ne zdaj Global Camp, ko je pač igral na Copa del Rey. Tako da, To bilo malo, ja. Že s tem zgubiš, recimo, bom rekla 5%, no? Pač najboljših igralcev v Evropi. In potem kamp je 4 dni. Na ta kamp povabimo približno 8 do 10 NBA trenerjev, večina je assistant coaches ali pa head coaches. Včasih tudi kak scout se javi, ker mislim, to so tako že zdaj znani, bi rekla, znani eventi, da že Kim pa pač Brooks, pač ko je moj šef v New Yorku, že težko pač rečejo ne in ja, ne, mislim, še kaj to. Vsi bi že želeli delati na teh kampih in je pa minimalno 8 do 10 trenerjev / scoutov in isto število NBA igralcev pač povabimo. A ja, čakaj, se pravi, NBA trenerji pa / scouti se pravi v bistvu hočejo biti zraven. Ja, hočejo. A res? Ja, to je, mislim, ker to je res lepo doživetje, cel event. No, ampak poleg tega se mi zdi, da tudi imajo možnost v bistvu že malo na nek način videti potencialne igralce za ligo NBA, veš. Sploh če vejo, recimo, da bo dobro draft leto za Evropo ali pa za Evropo, recimo Južna Amerika, no, recimo mogoče Afrika pa Azija, ne toliko, ampak recimo si predstavljam, da bi radi bili zraven, da vidijo od blizu te talente, ki bojo recimo, ne vem, čez 4 leta, recimo pa lahko na draftu 3-4 leta. Ne. Čeprav moram ti reči, Afrika trenutno, gledaj... Ja, potencial je ogromen, to mi je jasno. Veš, zakaj smo to izboljšali v zadnjih 2 letih? Prej smo se ful zanašali na zveze, lokalne zveze, ki pač valjda so všaki v Afriki pošiljali od nečakov do sinov, do bratrancev, in nismo dobivali res najboljših igralcev. Zdaj pa imamo že toliko, pač bi rekla, ljudi na terenu, da dobivamo res najboljše od najboljših. In letos je bil, bi ti rekla, Africa Camp na nivoju Evrope. Res. Če ne še bolj, ja. V glavnem mislim, normalno problem ni talenti, ampak kaj je problem infrastruktura, pa v bistvu samo vsakako znanje, trenerje pa tako naprej. Ja, pri njih je največji problem infrastruktura. Tako da ja, potem pa iz teh kampov seveda zrekrutiramo ponovadi 8 do 10 najboljših, potem gre naprej na Global Camp na All-Star. Ja, in to zgodbo še moram povedati, no? Kak je ženski pač Global Camp nastal. Kot nadgradnje temu kampu imamo zdaj v Afriki tudi vsako drugo leto ta NBA game Africa vs. World. Ne vem, kako si spremljal, letos bo spet. Ne poznam, ne. Ne vem, če veste, v bistvu je kot en charity game organiziramo in igrajo vsi pač 12 NBA igralcev, ki so bili rojeni v Afriki oziroma imajo neke korenine z Afrike. Ja, to pa sem videl. Ja, poznam. Ne, poznam. No, in letos smo imeli drugo. No, in 2 leti nazaj, seveda je bil Adam tam, in 2 uri pred tekmo smo zbrali vse te naše kemperje, punce in fante, kot na en Q&A za Adam Silverem. In on pač pove svojo zgodbo, in na koncu reče, 8 vas fantov, eni od pač fantov izmed vas bo izbranih, da pridete na Global Camp v Toronto. In potem prijemo na questions and answers in ena od mojih punc dvigne roko, pa vpraša, kaj je vprašanje, pa ona reče, a punce bomo tudi povabljene? In mi tišina. In Adam, ja, seveda bomo imeli kamp za punce. Pa še ni bilo nič. Ne, nič. Mi smo se samo vsi za glavo primili. What? In v bistvu tega vprašanja je zdaj nastalo, da imamo, girls camp. Na vsakem terenu, res noro. Lepa zgodba, ja, vidiš, to je ful dobro. Vanja, prej sem te sam pozval vprašati eno stvar, ko smo v Londonu, ko smo o All-Starju govorili, a je bilo, takrat je bil tisti Marcus, The Marcus Cousins traden iz Kingsov v Pelicans, v New Orleans. Mislim, je bil takrat ful, kaj je bil velik džumbus tam glede tega, potem? Mislim, tako ti bi rekla, in public, ne. Se pa je v zadju pač vedelo, mislim, par vprašanj je prišlo do našega departmenta, da se je vedelo, da se Pelicansi zanimajo za njega. Ampak, a to že pred vikendom takrat, kaj pred tekmo? Ja, to je bilo že v torek, sredo, mislim, da smo pač
A ja, že? Aha. Ja, se pač je omenjala, ampak noben niti ni posvečal neke pozornosti. In potem še Divac prišel na kamp, ker sem ti rekla, mi smo bili v Pelicans facility. Ja. Pač Divac odleti, pa sem rekel, nisem da prideš, pa rekel, ja, mogo sem pač, že moram priti na kamp, ker on je pa bil eden izmed prvih, ki je takrat za Kim zaštartal ta kamp v Rimu. Je res, no, ampak hoče povedati, Vlade Divac pa dela zdaj za Kings, on je pa zdaj v bistvu, mislim, da je president of basketball operations. Ja. In je voda prišel na razgovor. On se je zvedel, da smo imeli kamp, on pa v sosednji sobi tam razgovori za trade. Ampak v bistvu so ga ful pobruhali, no, za ta trade. Najslabših tradeov v zgodovini. Ja. No, to bo vedno tek s tem, vedno to čas pokaže, kak je. A veš, kaj mislim, a je dober trade ali ni, če gremo čisto. Se ne da je dobo na ta tretji tekmi ali ta drugi že spet tehnično. Ampak izključen je bil, danes sem videl, zdaj ima v bistvu suspense, pač en tekme in vsaka tekma po njegovi pogodbi, ne koliko je to procentov, ampak ga stane, mislim, da okoli $153,000, tako da. Ja. Džeparac. Ja, jaz mislim, da na dolgi rok bo Divac po moje karkoli spadal. Jaz mislim, da bi oni tako šel. Jaz mislim, da Marcus ni hotel ostati. Jaz mislim, da bi ostal. A veš, zakaj bi ostal? Zato, ker je imel možnost za Kingsi podpisati daleč največjo pogodbo, ker je bil eligible za tisti Supermax. Zato je za ekipo, ki te draftira, po kateri si mislim, da 5 let ali pa več, z njo si potem eligible za ta Supermax, ki ga lahko podpisal samo z njimi. Tako da jaz mislim, da je on s tem tradom, mislim, to sem pač poslušal te NBA insiderje, pa te, ki se s tem ukvarjajo, pa bral o tem, da je pač izgubil blizu $40 milijonov zaradi tega. Ne? Zato je imel toliko razp, ko je v bistvu pač bil traden, ker ni hotel biti. Je pa jasno, da je za njega bilo ostati v Kingsih katastrofa, pa tudi za klub je bilo slabo. Tako da jaz mislim, da se tudi Divac prav odločil, če ne drugega, že zato, da na novo štartajo, pa če ne bojo v play-offu še naslednjih 10 let ne bojo, sam bojo imeli pa nek fresh start, ker tam tisto več ni funkcioniralo, se mi zdi. Ja, se strinjam. Ampak bomo preveč pametni, ker vseh detajlov itak ne poznamo. Vanja, ful ti hvala. No. Res fajn pogovor o stvarih, ki se dogajajo zadaj, ki jih ne vidimo. A pa ljudje, ki spremljajo NBA po televiziji ob 4 zjutraj. Zupam, da bo zanimivo. Ja, cool informacije, pa fun fact. Ja. Tako da, najlepša hvala. Povej mi zdaj, kaj za tebe zdaj do poletja, oziroma čez poletje te čaka. Pauza nekaj nimaš, Oren, čeprav mislim, da nekaj malega bo si rekla, pa drugo pa ne napolno. Zdaj grem v Atene za par dni, pa celo imam en teden dopusta v Sloveniji. Pa se nam zaštarta, bi temu rekla, poletna ludnica. Poletje je pa divje, ja. Prejšnje poletje sem 2 meseca na okrog s kovčkom, tako da sem imela touch home at all, tako da mislim, da bo letos isto. Nič, uživi še naprej v tem, kaj počneš. To pa seveda, veseljem. Anže, povej za na konc admin zadeve. Ja, tale podcast je valjda v iTunesih, tako da nam dajte kakšno oceno tam, čeprav jih že dajete, ampak vse, še kakšna prav pride, to vedno. Drugače so vse ali podcast tudi na aparatus.si, pa imamo Twitter account, na podrobnosti počrtaj si, ki ga fura naš zvesti sužen strokovnjak, ne? Ki je za razliko od tistih plačanih navijačev v NBA, on ni plačan. Ja, to je res. Ko bo imel John Legend koncert, ki je v bližini, bom mogel iti za ston v prvo vrsto. Drugače pa mislim, da to valjda podprite nas, no, če lahko, to ful pomaga. Gli smo pižamco nekaj kupili, to kle ne šteje, ampak to greste pa na aparatus.si/podpri. Tako, da se nas dobro sliši, to je vedno namen. Vanja, a si ti na internetu ful kaj aktivno, Twitter pa to, mislim... Twitter sem, ja. Ja, kaj nekaj handle, če imaš, se ne spomnim, da ti folk malo teži. Ampak... Ti pošljem, mislim, da sem Vanja Črnivec. Ne, mislim, jaz te imam na Twitterju, samo ne vem točno, kako se mi reče, nema si Vanja Črnivec, ali kaj imaš že, v glavnem. Vanja Črnivec, ja. Tega dejte zatežiti zdaj, pa tisti, ki hočete iti tisti, ki hočete iti skakati na koncert John Legenda, dejte Vanju. Če kdo rabi karte za NBA, naj mi še kar zateži. Če bi hotel to reči. Ja, točno to. Anže, ti si na netu. Anže, povsod. Jaz tudi, Bog je nahvar povsod.
Razen na Facebooku menino. To bom mogel malo upgradati počas. Čas bo to. Ja. Ok, neč to je to. Vanja, ful ti hvala. No. Thanks. Hvala vama za povabilo. Ja, itak smo na vezi, pa buenas noches. Lahko noč. Okay. Ajde, čau. Čau, čau.